Bravo, ja, vem, dobra ideja. Vzemite, če odšte. Ne, jaz upam, da sem nehal štemati za tako za 30 let. Gospod, vas lahko nekaj prosim? Ja, kar povej. Bi lahko tole prebrali? Jan David se pogovarja. Z mano Suzana Žur, poklicna gasilka, prva slovenska poklicna gasilka. A ne bo držala? Druga? Druga, sorry, ja, prva je. Prva je Blanka? Prva je Blanka. Tako. Druga poklicna gasilka v Sloveniji, potem pa podpoveljnica PGD Bizovik, kot si rekla. Še, tako, dolga leta, koliko že 30 let prostovoljka, tudi tam. Dejansko od 7. leta, 6. leta. Piše na internetu. Tako. Ja, več kot 30 se pravi. Ja, 7 pa let. delaš na brigadi Ljubljana. Tudi. Prej si bila za mladino na zvezi. Že 20 let nazaj, po moje, Okay. z 18 leti, ja, sem šla v mladinsko komisijo na Gasilske zveze Ljubljana in sem v bistvu bila tam mandat pa polno, tako se pravi 7 let. In kako pa to mladina, a ti je bila tako odskočna deska mladina, ker se mi zdi, da mladina v prostovoljstvu se mi zdi tako dosti taka, da se navadaš lahko sistema, pol pa. Ja, definitivno, v bistvu je ta sodelovanje z mladinsko komisijo postal čist ali pa ratov čist po naključju. S kolegi iz Ježice smo delali eno aktivnost skupaj. Blaž Bertoncel je takrat že bil v komisiji in seveda vedno se novači kader, vedno je kader že takrat. Je bil, bomo rekli, ne problem, ampak se vedno iskal o prihajajočem novem mandatu nov kader in daj pride. Ma, ajde, grem. No in pol iz tega rata 7 let. Čistko. Iz nule. Čist iz nule. Ja, v bistvu si bil vržen v vodo. Čistko, kar naenkrat. In ja, komisija za mladino definitivno ena od najbolj aktivnih komisij na zvezi. No. Glede na to, da imamo 35 gasilskih društev, Gasilske zveze Ljubljana. Pa če rečeš, da je povprečno 15 otrok na društvo, je številka ogromna. Ne. Pa smo zdaj malo rekli. Ja, čeprav zadnje čase se mi zdi, recimo pri nas v društvu se naredili veliko preskoka, zdaj imamo tako 35 otrok, ja, se mi zdi. Ampak se mi zdi, da problem je vedno večji tak, ker se mladine tiče, da ful ljudi pol ni operativcev, da ne dobiš pa pol tega kadra. Ja, zmanjka na mačkan, pojavi se problem, izziv, bomo rekli. 16 do 18 se ja, izziv ali pa še zdaj ta obdobje se že niža, ne? Vemo, da otroci že šolski sistemih, bomo rekli, sili na nek način v hitrejše odraščanje. In če prej smo rekli, da je za 15-16 letnika ni več zanimiv tam, da se igra z nekimi vozli, pa ne vem, tam neko vodo zajema iz ajmarja. Ja. Zdaj že najbolj za 12 letnika to ni več zanimivo. Ne? Valjda. Tako da bomo rekli, ta meja se znižuje in to postaje izziv, ne? Neke strukture, kako to obdržati, pametne ali pa ki bi šlo korak s časom s trendi, pa žal ni na vidiku, oziroma se vsak nekaj po svoje matre. Sistem bi mogel malo spremeniti. Ne? Je tako, ampak tudi šolski sistem zaostaja. Ja, potem pa seveda je vse na nekih posameznih skupinah, koliko se znajdejo v tej zgodbi, koliko plavajo, koliko so aktivni tudi, bomo rekli, mogoče izven gasilstva poprobajo neke aktivnosti upeljati na gasilsko tematiko in na tak način. Ne? Ja, meni je zanimiv tudi ta vidik, da se mi zdi, da veliko ljudi, veliko operativcev teh mladih prideš lepo nekje pri 16, sploh v stik z gasilstvom. Veliko ljudi, ki so tako prišli v bistvu. Ja. Ker rekel tako, mladina kot ustroja, kakorkoli gasilska mladina, whatever, ni pripeljala do tega, do konca, ne vem, 1/10, ampak je dejansko pol tisti, ki jih pa zanima pri 16, 17, 18, neka operativa pa pol pride še le. Ja, je pa recimo zanimivo, da veliko ljudi, ki rekli tako ali pa drugače nima stika z gasilstvom, sploh ne ve, da se lahko vključi v gasilstvo tudi na 20 letih. Ne? To je tudi en tak recimo problem, ki smo, ali pa bomo kar se držali besede izziv, ki smo ga čisto po naključju odkrili. Ne? Pogovarjali smo se z enimi ljudmi, ki so čist out iz gasilstva in potem je bilo vprašanje, a jaz lahko pridem tudi na 30-ih? Je valjda lahko. To nisem vedel, jaz sem mislil, da moraš priti samo kot otroka, da pa ne moreš. Tako da tudi ta del je malo tako, imamo še manevrskega prostora ogromno. Maglenje, no? Tako niti zares ne kažemo. Ne? Ker tisti plakati so bili recimo, šprice raje po šoli, to je bilo ful. Dobro, to je bilo dobro, ne? Ta slogan je bil tak dober, samo potem, če ti daš nekomu to istočnico, potem moraš imeti v zadnji pripravljeno nekaj, ki bo njega dejansko pritegnilo. Ja, ok, to, ampak bolj sem ciljal na to,
Bolj sem ciljal na to, da se mi zdi, da so mogoče ljudje, ki so videli ta plakat, pa so bili stari 30, so rekli, to je za otroke. No, to tako, ja. Mogoče tudi malo napačno sporočilo. Mačkan, preveč mogoče ciljno usmerjeno, ali pa da bi ta kampanja bila usmerjena recimo na mladino, na šole, vrtce in tako, na nek višji nivo, ali pa kjer bi se lahko pojavili pa z neko izpeljanko iz tega recimo, ali pa podobno. Tako da tukaj bo še aktivnosti. Ja, dela je dovolj. Dela je vedno dovolj, če ga vidiš. Tako je. Kva pa šolo si ti kdaj naredila za poklicno gasilstvo? Poklicno, 18. generacija, leto 2011. Ne, mene letos... Daleč je. Mene letos zadelke 5 let od moje generacije, pa sem zadelil tako kaj. To nas zadeva, tako vsakič, ko pride nova generacija. 31 je zdaj. 30 je zdaj. Triple X. Na plakatu. Zdaj mi povej, kako je bilo v šoli, kako ti je bilo kot ženske, tako, da zdaj bomo malo govorili o tej enakopravnosti, gasilk v gasilstvu. No, pa dajva sprožiti to novo tematiko. Novo tematiko, ki še nikjer ni bila omenjena. Mi smo bili tako, 18. generacija je bila, polna generacija, bilo nas je 60. A bil Dobovšek s tabo, Rok? Ne. Ni bil. 2 razreda polna, se pa 2x po 30, tako da to je bila kar zalogaj, tudi bomo rekli organizacijski za šolo. Vemo, če sta 2 razreda, potem morajo vse aktivnosti teči usporedno. A to se je prvič zgodilo takrat? Ne, sta že bila po 2 razreda, ampak se mi zdi, da ne vem, če sta bila pa že čisto polna. Je bilo ponovadi, ne vem. Meni se, da če je češ 30, tako morajo, se mi zdi, odprt 2 razreda, če se to prav spomnimo, ne. Ampak da bi bila pa čist nafilana, pa ne vem, če je že do takrat bilo, oziroma mogoče prejšnji sistemi še preden je laufal, tako kot laufa zdaj. Kaj je bilo kaj posebenega, kaj pa vem, mislim, meni je bilo cool, meni je bilo ful dobro. Meni je bilo ful dobro, mogoče malo bolj sproščeno je bilo, kot je bilo zdaj, ne? Ti si bil kjera generacija? 25. Ja, zdaj je bilo malo bolj, ne bom rekel zatiranje, ker je to slab izraz, ampak malo bolj strogo, ne? Tako, vsaka generacija je potem dobila neko neke sadove, ki so jih obrodila dela predhodnikov. Se mi zdi, da vsaka generacija dobi eno pravilo dodatno relativne generacije. Za izhodišč, ki so jih postavili, nimam Tako da mi smo imeli kar, 17. generacija je bila kar taka zanimiva, ampak smo mi še kar dobro odnesli. Drugače, kaj, šolanje pol leta se te zdi na začetku, to bo pa zdaj se nekaj vlekal, pa bo ful dolg. Da si ti spala na njih govoriti? Ja, spali smo v bistvu vsi, praktično vsi. Ker je bila politika podjetja taka, da se pravi plača nastanitev hrano, vožnja domov, če se voziš, je to tvoj strošek. In tudi konec koncev, glede na to, da so se programi zaključevali ob 5 popoldne, da si šel domov sam prespat, ker smo go pol 8 zjutraj itak biti nazaj na lokacije, meni bila neumnost. Ja, se tudi zdi, pa tudi dobiš tako občutek na skon, ne vem. Ja, pa malo si čita, konc koncev, tam je neka skupina ljudi, je šolanje, ampak tako, kad jaz to primerjam, študentski dom, kampusom, kakorkoli, je šolanje, pa mora biti tudi, glede kakšen poklic opravljamo, mora biti tudi tista neka druženje, družabnost, povezanost med sabo, ker generacija še danes, kjerkoli se srečamo, ima glih, da ne za vsakim, dobesedno za vsakim, kjerkoli se je priložnost srečati, si povezan, ga poznaš. In ta povezanost se mi zdi, da v naši branži veliko šteje in si lahko že tam začel navezovati neke, kontakte ali pa tisto povezanost doživeti. Kolegijalnost, konec koncev, ki se je tudi kazala pri nekih, takih brezveznih detajlih, med vajam, meni se je zdelo to, da je to kar prav, da ga razstaneš. Ja, se mi zdi, da je lih to point, da tam neka skupina je spravljena, da je bila to moja študentska izmenjava. Ja, na nek način, čeprav mrzko veliko te vprašajo, kaj je Ljubljančani, vi ste tudi gor spala. Ja, smo, mislim, ker jaz sem dejansko blizu doma, sem odigal do Bizovika 15 minut, praktično noč, ampak da prijem dan sam zato, da se stoširam, pa prespim, pa gre zjutraj spet gor, se mi zdi pa tudi brez veze. Ja, dejstvo. Tako je. Ok, zdaj pa si na brigadi že pol nekaj let. Kar nekaj, 12. Kar nekaj let. Kar nekaj let. Ducat, ne, ni ducat. Je, 12 ducat. Ducat let si že na brigadi. Ducat let. Brne se hitro. Prvo si verjeten krožila itak, tako ko si vi ste verjetno še krožili pa pol leta, ne? Ja, mi smo, v bistvu ne, sploh ne. Mi smo krožili zelo malo, kar pomeni,
Se pravi, z junijem si prišel v hišo, ko si zaključil šolanje in dejansko mi smo krožili do 1. oziroma do 30. novembra istega leta, potem smo pa s 1. decembrom podpisali za stalno izmeno. Tako mi smo bili še ena takratka, pol se je pa začeli, pa na pol leta, pa zdaj ne vem točno povedati, koliko časa krožil, ker je tako 1-2 generacije se mi zdi, da krožta zdaj. Ampak ja, mi smo dejansko v tisto dobo 1 leta, ko si šel v šolo 1. decembra, si podpisal pogodbo za 1 leto in dejansko, ko se je ta pogodba iztekla, si že podpisal za stalno izmeno. Tako, da smo pokrožili samo še tiste od junija do decembra, se pa tiste 5 mesecev, vsak izmeni 1 mesec in pol si dejansko dobil stalno izmeno. Ok, koliko so te pa tako tipali v šoli, oziroma koliko so te testirali iz vidika, ker si ženska? A so ti kaj, a so bili tako malo bolj previdni, ker so ti mogoče kaj dali zadelati, ali so bili kar tako? Pa niti ne, veš kaj, v bistvu jaz sem prišla, se pravi, jaz sem stara 26 let, ko sem prišla v šolo, kar pomeni, da sem tudi znotraj gasilstva imela praktično že vse te, če tako na ta način rečem, aktualne specialnosti in zadeve opravljene. Jaz sem v bistvu prišla v šolo z činom gasilskega častnika, upravljanimi nevarnimi snovmi, reševanjem IDA, celo inštruktorjem. S temi zadevami, tako da neko, pa niti ne toliko znanje, pa znanje itak ni nikoli dovolj, ker tukaj le so drugačne veščine ali pa več prakse, kakorkoli. Ampak s temi ljudmi, večinoma inštruktorji, tudi določeni predavatelji, si se že mačkrat srečal tudi tekom PGD-jev. Pač zdaj, veš, lahko to zmedvo res zmeča. Kakšna reče, pa kako ne zdaj pa jaz bi rad poklican gasilca. Ni panike, ampak ti moraš vedeti, da se tvoja pot, če rečem, ali pa tvoj renome se začne ustvarjati od prvega dneva operativnega gasilca. Ne zdaj reči, pa se sem čisto vse dobro delal. Vse specialnosti, ki jih opraviš, ali pa so neke stvari, ker ljudje dobijo pogled, kakšen si, a si timski, ali nisi, a si soler, a kompliciraš vedno, a boš zapel za vsako stvar. Pač to so vse stvari, ki se ne kladajo. In ne vem, pač jaz se pravim, te stvari sem gor vse opravila, a je to bilo nek plus ali minus, to bojo lahko oni ocenili. Ampak jaz v bistvu sem še zelo neobremenjeno gor, pač brez teh nekih obremenitev dodatnih. Niti ni bilo kaj dost, šparanja, v bistvu sploh ne. Pa tudi jaz na tak način nisem sploh hotela delati. Enostavno, že če je bilo nekaj tazga za nares, sem pač nam rekla iz principa ali pa. Pač iz te moje navade pač primaš pa narediš. Jaz sem tudi sošolko le, recimo, pa tudi zdaj razmišljam iz svojega vidika, niti nismo. Ne vem. Zdaj smo pač parali. Pač jaz tudi zdaj pač vedno se kaj pogovarjamo. Valjda, češ mogo tam neki nest, pa na šmogu, ali še jim rekel ti pomagal, se tudi čisto človeško. To ni zdaj, bomo rekli, na spol opredeljeno. Da pa prideš, kaj pa nekaj zbiraš, tole pa bom, tole pa ne bom, to pa ne vem, če je plus. Jaz vedno se držim enega načela, delo mora biti opravljeno in moramo ga narediti. Zdaj, a ga bomo naredili 3, pa bomo hitri, pa bomo pol 20 minut sedeli, ali pa vsak po svoje samatro, pa bom pač pauza šla. Tako, zelo malkrat se proba na to opredeljevati. Se mi zdi, da tudi strani, kar se tiče pa tudi strani inštruktorjev, ne vem, se pa res ne spomnim, da bi bila neka kakšna taka izrazita, ne vem, nastrojenost ali pa kaj tazga, sploh ne. Mislim, tako, saj nisem, ali jaz nisem imela tega občutka, ali pa jaz nisem to pozorila. Tako. Vse, če ne opaziš, pol verjetno ni bilo. Ali pa zignoriraš, pa čaše boljšne. Mogoče. Zdaj pa na brigadi delaš, koliko so rekla, 20 let? 20 let. 20 let, Hitro se obrne. In pač itak, verjetno naziv gasilka, sklepam. Gasilec, kakorkoli. Tako. Pa specialist. Delam mesto gasilec in specialist dodatno dispečer. Kaj je telefonist ali dispečer? Dispečer je naziv. Zdaj, v bistvu 4 smo v izmeni. Tako neko... To ima vsaka izmena. Vsaka izmena ima 4. V bistvu tako, zdaj sem moral en korak nazaj vrniti. Imamo znotraj naše službe določene specialnosti. Oziroma določeno delo, ki je ovrednoteno kot specialnost, se pravi, eno je voznik, eno je potoplač, reševalc, vrvaš in pa dispečer. Te 4 specialnosti so. In nekako smo poskusili
da smo se vsak opredelil za nekaj, ne. Tako nekako, da se malo porazdeli. Pa imaš tudi... Imaš človeka, ki ima tudi po dve. No, dobro, okay, ampak ko priješ recimo na bajto, pa ti oni malo tako pokažejo vse, pa ti odločaš, ali mogoče tako po potrebi. Ja, v bistvu ne, fajn, mislim, vedno probamo jeti sporedno s potrebam, pa z voljo človeka. Ker zdaj, če ti nekoga nekaj rečeš, to moraš biti, pa da nima interesa, je to zgubljeno. Po drugi strani pa, včasih je pa treba kakšen korak s to neobdobje ven stopiti, pa se za kakšno stvar tudi mačkam bolj zaangažirati, ampak se mi zdi, da je kar gre, se trudi iti malo usporedno s tem, kaj je veselje, da res nek veselje do štrikov je fajn, da imaš, če se veš neko četrto stopno vrne tehnike. Tako da se proba nekako, že zdaj tudi pri novih malo na ta način tudi kadrovati ali pa jim tudi že malo povedati, da se od njih pričakuje, da se bodo opredelili za eno od teh stvari. Tako da Ok. Kako pa zdaj izgleda delo dispečerja, da bom uraden? Tako je, kot sem rekla, se pravi 4 smo na izmeno, zdaj malenkost ima vsaka izmena drugače urejen, pri nas je dogovor tak, da vsak dispečer oddela prva izmena. Vsak dispečer dejansko oddela 3 šihte, mi rečemo v dispečeriji, potem je pa 9 šihtov pač razpisan normalno na avto. Šiht pomeni dnevna nočna. Se pravi 3 dnevne, 3 nočne si v dispečeriji, potem si 9 dnevnih, 9 nočnih pač na vozilu, kjer kamorkoli pač poletiš. To je pa 9 nočnih en mesec. Ja, 15 šihtov en mesec. 4 smo in nekako tako rotiramo skozi. Dobro, zdaj če neka odsotnost dopusti, ampak to pač vodja izmene oziroma namestnik vodja izmene vodi evidenco in to on pol. Mada je na koncu leta enako število šihtov, če ne ni vesel, tako. Ampak pač tako krožimo. Ta sistem je meni osebno, pa tudi, ko se pogovarjamo, je cool, zato ker se mi zdi precej bolj cool, kot če bi bil dejansko samo dispečer. Skozi. Ker zgubiš... Stik z realnostjo. Realnostjo, ne, ampak s terenom. Tako. S terenom, pač izkušnje s terena ti dajo nek tisti dodatek, ki s temu rečem, ki te ne morajo naučiti nikjer. Tudi razmišljanje, recimo tudi ti fajn je, da kot dispečer poznaš razmišljanje vodje izmene, razmišljanje namestnika vodje izmene, kdo je pač tisti moment v vlogi vodilnega. Mal poznaš konec koncev tudi desatarje, tudi vodje skupin, ker odvisno za katero intervencijo gre, pač nekdo v tej vodstvene strukture bo vodja intervencije in to pomaga zato, ker toliko so pa vsi različni, da vsak želi mogoče še neko dodatno informacijo ali pa malo veš, ne vem, zdaj bo šel pa ta ven, njega bi pa še to zanimalo in vprašaš, tako bom rekel, dodatno ali pa pridobiš še neke informacije. Tako da ta izmenjava, da nismo samo noter, je dobrodošla. No, to sem hotel reči, da mogoče tle, če primerjava s centrom 112, pa nekim dispečerjem, telefonistom, operaterjem, karkoli je ta izraz, se mi zdi, da je mogoče tle tudi ta plus, ker ti si na terenu in veš, zdaj pa od tega avta lahko to pričakujemo, od te ekipe lahko to pričakujem. Približno veš, zdaj če bojo prišli na požar, pa bo tako ogenj, bojo rabili še to. Mislim, karikiram. Recimo, tle zdaj je v bistvu tle naše... Ne, da zdaj govorim, da je 112 slabš. Ne, se v bistvu moramo kar bomo rekli, gremo po korakih. Vedno, ko nekdo pokliče 112, tam se mu vedno javi regijski center za obveščanje. Pač določen, odvisno, z katerega kraja kliče, vedno dobi regijski center. Pa nas Ljubljano, glede na to, da smo skoraj sosedje 100 metrov stran. In tam v bistvu dispečer more na nek način imeti popolnoma ali pa malo drugačno znanje kot mi. On mora imeti predvsej bolj široko znanje, širokega področja, ker vemo, na 112 pridejo klici za gasilce, za reševalce, za gorsko reševalno, za jamarsko reševalno, za neeksplodirna bojna sredstva. Se pravi, to je ful širok spekter in v bistvu on ne more imeti toliko specialnega znanja o določeni gasilski enoti, ker konec koncev Ljubljanski center pokriva od avstrijsko-slovenske meje do hrvaško-slovenske meje, se pravi od Kamnika pa više gor pa dol do Kočevja. In tukaj je ogromno gasilskih enot in v bistvu on ne rabi toliko detaljno razmišljati o tem, kot recimo dispečer v gasilski enoti, on je pa usmerjen v gasilsko stroko. Tako da potem se pravi, on oddela, če rečemo, svoj del verige, prevzame klic, ga vnese v spin,
pobere določene informacije, pa se pa odvisno, kako se stvar zasuka. Zdaj, če je požar, večinoma mi dobimo klicatelje na telefon, ker smo mi primarna služba za požar. Če govorimo pa tukaj o neki prometni nesreči, gre pa običajno klicatelj na dispečersko službo zdravstva, ga tja preveže, ker oni rabijo podatke o tem poškodbi in podobno. Mi pa dejansko za neko prometno nesrečo rabimo čim bolj točno lokacijo, pa neke grobe informacije. To nam je pa že preda center za obveščanje. V tem primeru pa mi dejansko ne rabimo govoriti samim prijaviteljem. Ja, edin, če se specifike sklepam. Ampak potem pa itak, to je pa potem, mi v bistvu prva informacija, ko rabimo dobiti za neko, če rečemo, tehnično intervencijo ali pa prometno nesrečo, je lokacija, pa koliko je to obsežno. Toliko, da ima vodja saj močkan feelinga, potem pa itak, ko enkrat ekipa izvozi, pa dispečer pač proba pridobiti še neke dodatne informacije, ali bodi si iz dispečerske službe zdravstva, ali iz policije, ali iz Darsa, pač kogarkoli, potem tečejo telefoni, tako da... Če nekaj specifično nesreče, tako sklepam, da je več klicev in pa mogoče lahko tretjega nekaj še pravi. No, tudi recimo, če je več klicev, imamo dogovor s centrom, pač kle res ta naveza, rekla, zelo dobra. To je bolj nepisano pravilo, se imamo med sabo dogovarjamo, se pravi, da on, če dobi par klicev, vmes pokliče, reče, zgleda, da res gre za nekaj večjega, dobil sem še 5 klicev, recimo za požar. Mi ne veže zdaj 5 prijaviteljev, ker nima pomena, moja ekipa gre že tja, karkoli boš pač povedal, itek zdaj brezpredmetno, kaj bojo prišli za tehniko in tako, Ampak v bistvu neko potrditev dobiš, če je več klicev. V bistvu ker imamo včasih res kakšno tako prijavo, smo že imeli fore, pač take butaste prijave, smo rekli, da je to sigurno tekane. In res, ker pač toliko smešna prijava, da adijo pameta, no pa kliče, ne vem, čez minuto, 2, veš kaj, dobil sem še 3 klice za to. In pa pač tudi ti te informacije probaš prenesti do vodje, ki gre na kraj, ki se še vozi, ker on pač v vozilu že, si zastavlja neke plane, kako pa kaj bo. Pač kakor se da, kakor lahko s tistimi informacijami, ki jih ima pač razpolaga. In probaš mu pač še neka taka stvar, ki je pomembna za njega, mu jo pač predati. Tako nekako ta, laufa je pa malo specifike, nimajo vse enote, bomo rekli, dispečerja, kot ga ima Ljubljana. Ali pa bomo rekli stalno zasedene dispečerije, kot ima Ljubljana. Tako da je malo nekih posebnosti, ampak drugače pa na nek podoben način posod funkcionira. Ampak koliko je pa različen, bom rekel, način pogovora? Dobro, to je itak mirno. Pač ne, ampak cilj na to, koliko je različen način pogovora, 112, kjer je podatke, pa ti dodatno pobiraš za požar. Primer, recimo, 112 mi da lokacijo, se pravi, ne vem, zdaj rekla na pamet, še kar na Vojkovo 19, veš ponovati, kad imamo obisk enote, pol vedno, kad da preizkušala Vojkovo 19, da vemo, da je doma, Se pravi, ne vem, center ti reče, Vojkova cesta 19, dobili smo informacijo, da gori kuhinja, če ponovadi smo se zdaj že navadili, da še kakšen nadstropje in to dobimo in decita, ali pa če imaš še kakšen podatek, ali je kdo v objektu ali ne. To je to, recimo, kar dobim od njega že, Pa ga jaz pač lahko vprašam, ne vem, a ste vi v stanovanju ali ste zunaj, koliko močno gori, a je cel stanovanje v ognju, ne vem, a se je ogenj že ven vid, take stvari, ne. Moraš znati postaviti lajko vprašanja, ne. Ker mi lahko rečemo, je polno razvit požar. Ne, moraš je čist, v bistvu tle se moraš malo postaviti vlogo mentorja mladine, zdaj, če tako rečemo, ne. In dejansko pa tudi, če govoriš z odraslo osebo, sprašovati, ali pa govoriti, kako bi otroku govoril, ne. Za čist osnovno, nič brez mi teh naših znanstvenih izrazov, ki vemo, da jih gasilci znamo zelo bogato uporabljati, ampak čim bolj navadno, ne. In tudi pol reči, pejte zdaj ven, pustite, niste mogli sam pogasiti, pejte ven, zaprite vrata za sabo, počakajte nas pri glavni cesti, če je tako, ne, objekt nekam drugam umaknen, boste gasilcem pol pokazali, kje je kaj in tako, ne. To mu pač nekako daš, neko tako info, recimo nek še nasvet zraven. Ta recimo pri nekih požarih je pomemben, zaprite vrata za sabo, ko greste ven. Pejte ven čim prej, če še kdo noter, pomagajte mu ven. Informator v bistvu. V bistvu na nek način v tistih minutki ali pa kolikor je 2, kolikor traja obdelava. Ampak ni pa zdaj ta varianta, da vedno postaneš do konca, da pride gasilci tja. Ne, ni. To je v bistvu razlika, recimo dispečerska služba zdravstva ostane, ampak tam moramo vedeti, tam je spet dispečerska služba
to je cel center, ki to dela, pri nas je pa eden noter. In se pravi, zdaj jaz moram, rekel, nek način s pravitlom opraviti, zalarmirati bajto, zalarmirati PGD-je, furati komunikacijo po radijski zvezi, dobiti noter še kakšen klic, če me še kdo dodatno kliče, se pravi, to se dela ena oseba. Zdaj, spet pri nas je neka praksa, če gre za izvoz, se pravi 1, 2, 3, 4, kar pomeni kompleten požarni vod, to se dogaja, ko gre za nek večji požar. Takrat že nekdo od drugih dispečerjev, ostalih 3, če ni zunaj, pride noter. Ali pa nekdo od vodstvene strukture, zato če ne drugega, da prevzame, bomo rekli, ali komunikacijo prek radijske zveze, ali pa če slučajno 2 telefona enkrat zvonita, da lahko zadevo sporedno teče. Če gre za nek večji dogodek, seveda je teh intenziteta klicov in ostale komunikacije malo večja. Klici tudi na enoto podporo vodenja. V bistvu, ne prenesem, ampak klici tako vi dobite. Ja, EPV je aktiviran, EPV je pa čisto druga zgodba, bomo rekli nadgradna vsega tega dogajanja. No, to v bistvu zdaj vloga EPV-ja je enote za podporo vodenju, da zdaj se lepo izrazil, da ljudje vedo, zakaj se sploh gre. To je v bistvu nadgradnja sistema, ki se zaštarta, ko pride do nekega večjega dogodka. In tudi vloga EPV-ja je v bistvu če zdaj v grobem delimo, 2 različne variante. Ena je vloga EPV-ja, primer požara Plemlova. Jaz bom v bistvu zdaj začela sploh v EPV-ju delati. Dve različne fore. Lanski september, neurje, poplave, Ljubljana. Cela Ljubljana pod vodo, se pravi, imamo neko naravno nesrečo, ki je prizadela celotno Ljubljano. In se pravi, kje je zdaj smiselno, da kam naj pride za enoto za podporo vodenju, prišla bo v brigado in se bo stacionirala v center za podporo vodenju, eno stropje više, in bo dejansko se prav zadeva stekla. Dispečer v dispečeriji prevzema klice, je v bistvu spremno mesto, če tako rečemo, jih vnaša, obdeluje klice in jih vnaša v sistem. Enota za podporo vodenju je oddajno mesto, kar pomeni ona naprej šiba. V bistvu prevzame drug del dispečerjevega dela. Tako, ona v bistvu prevzame drugo delo, oddajno delo, če rečemo, pod vodstvom bodisi poveljnika Gasilske zveze Ljubljana ali poveljujočega gasilske brigade, pač to je dogovor štaba, kdo bo to odrajal, in oni dejansko potem odrajajo intervencije, aktivirajo društva in komunicirajo zadevo naprej. Brigadni dispečer v bistvu prevzema samo tiste dogodke ali pa jih tudi, če rečemo, obdela in oddaja, če pride kakršenkoli dogodek, ki ni vezan na to nesrečo, na ta dogodek. Bi prišla prometna nesreča, prišla do požara, karkoli ni vezan na poplavo, v tem primeru. No, če imamo pa drug primer dogodka, lansko leto spet Besenca, gozdni požar, Podgrad, imamo pa spet dogodek večjega obsega, ampak je na enem mestu. Ja, in nimaš klicev, ki prihajajo. In v bistvu nimam klicev, ampak tam štab pravi komunikacijo. In takrat je enota za podporo vodenju pa tja. Takrat pa v bistvu nima več veze z telefonistom. Tako, enota za podporo vodenju fura celotno komunikacijo, bomo rekli, na delovišču, in potem se povezuje dejansko z dispečerijo, če rabi ali neko zamenjavo, ali koordinacijo, ne vem, z tistim, kaj obajti, ali logistiko, določeno opremo. Potrebne. Tako, to sta v bistvu isti akteri, ampak popolnoma drugačen način dela ali pa različen. Vse pa kleno, določene stvari povezujejo, ali pa ne nam rekla ponavljajo, ampak so vsi podobne. In glih iz tega vidika je v bistvu moje izhodišče za to enoto EPV, so nekako, zakaj pa ne se temu pridružiti, konec koncev vsej delamo isto delo, če imaš neko znanje, ki bi ga lahko uporabil še nekje drugje. Zakaj pa ne? Pa vemo, da itak je povsod kadrovsko pomanjkanje, tako drugače, to je dejstvo, to ni nobena noviteta. Ja, pa zgleda, da nekaterih nivojih je. Ampak pustimo to. Tako da in se nekaj, zakaj pa ne? Tako da zdaj v bistvu uradno z novim mandatom članice EPV, tako da veliko se bo to začelo dogajati naprej. Ok, zdaj pa še malo z prakse povej.
Ne, če imaš kakšno tako zgodbico, mogoče, da te je presenetil, ko si dobila klic za požar, ne vem, reševanje živali. Ste kdaj zgodili, da si bila tako čakaj, jaz se res prav slišim? Ja, mislim, presenetil, ne. Zanimivo je, ker na drugi strani dobiš znano osebo, mislim, pa svojega poznanga, ne. In ti se javaš, pač ja, gasilci, prosim, in na drugi strani, Suzi, to ti? Ja, a bi se bilo tako fora, da že center je povedal, ne, kje je prišel do tega dimniškega požara, ne, čak to je neki znan naslov, gasilci, prosim, in prva stvar, ki je bila, Suzi, to ti? In po glasu, ne, pa vitak, ja, povej, kva je, ne, ja, pa nas dimni gori, je uno, tretje, no, in smo pa zadevo skomunicirali, ampak tako uno, sprve, Suzi, to ti? Kaj? Ok. Ja, ki ne pričakuješ. Recimo, ja. Pol, ja, najbolj tudi je bila ena taka, ker na koncu si več vedel, ti prav slišal, nisi, ne? Je bila nelažna prijava. Tako, takrat ne, v bistvu, te po Ljubljani se šetali po Ljubljani in sicer nelažna prijava je bila, prijavljeno je bilo, no, da gori hiša v polju. Ok. In to specificirano točno zraven neke gostilne, uno tretje. Prvo naslov, ja, da to gori že ful in tako. Ok, tak mi požarni vodci ven, društvo takoj. Najhuj pride na lokacijo, je tukaj ni nič, ne. In se kaj, začneš želeti, da si ti narobe pozbral podatke? In tako je tak snemalna, tak ne, ker pač ta linija s centrom 112 se snema, ne. Ja, seveda. Naslov ta prava, ne. Klicatelja nazaj in se je javil še in je hotel sveto prepričati, da smo mi neumni, da on nam ni rekel tega, da nam je rekel drugo in mi je dal lokacijo na Dolgem mostu. A prav res? Ja. Noro. Kva? Ok. Ja, ker ta cajt vmes, itak, če bi pol bilo vmes tako. je treba, smo pač se prestrukturirala zadeva, ne, pol je tukaj, ne, Dolgi most je čist drug konc Ljubljane. Tam se je dvignilo 2 društvi, po konc kombinirka cisterna iz naše hiše na drugi strani, ne. Ja. Tam spet nič. Okay. In pa se ga je se ga je še enkrat nazaj klicali in pa se režil telefon. A res protko? Ja, tako. Pa se to, kaj te ljudi kaznuje, ne? To je itak zadeva bila pol predana naprej policiji. Policaji so dejansko, ja, da so tudi oni imeli isti dan, že, če ne z iste številke, isti podobne primere, tako da teh zadevo že preiskujejo. To je pa psihiatrija. Ker ta je malo taka bedna, ja. Tako je, tako je. V Škofji Loki so imeli takrat za nov let. Ja, tudi to pol 1 let kasneje pa zares. Je bilo 1 let prej pa pol. No, to so pač take, ja, take malo uno, ki pa malo, pa če si še toliko suveren, ker čak, pa nisem mogel toliko preslišati, ne. Ok, da kakšno številko zasukaš, čakaj, to je pa čist drug naslov, čist drugo, ne, tako da ja. Pa se ujemo naslov, niti to. Ne, čist ekstra. Liv na palivanski. Ne, čist. Aha, čist, nekaj treba. Čist, levo, čist. Tako da ja, take stvari, recimo ena, ki je bila taka prijava, ta je bila pa nekaj to, pa, da bi res posnel tako za šolsko, pa žal ni, ker je komunikacija tekla, bomo rekli, po navadni liniji, je bila, svoj center je nam dal informacijo, da je ena oseba v eni kleti, oziroma nekako je bilo, nekaj okoli elektronabave v Črnučah, da se je pač ena oseba nekje zgrudila v neki kleti in to je bilo vse, kar smo vedeli, ne. To vse. Prav, samo informacije, ok. No in ok, naši so šli tja in so se tam na lokaciji srečali s policijo. Kako je pač policija prišla do podatkov, pojma nimamo, glavno so šli na domač naslov te osebe, ki je to prijavila, tam je bilo nobenega. V bistvu je prišel pa sin domov, takrat, ko so oni tam okoli njihove hiše hodili in je videl, kaj je težava in so povedali, da so dobili nek klic od ene gospe. Je rekel, to je moja mama, ampak mama pa oče sta pa na vrtu, ne? Kje pa imate vrt, je v njih črnuških vrtičkih v Savi, to je ogromno naselje. No, istočasno, ko so enote po terenu to iskale, sva midva sodelavcem to gospod umila na telefonu, bila je pa težava ta, da je gospod v kleti laufal agregat. In je padel dol. Seveda. In gospa je bila zraven. Aha, je pa zraven. In jo prvič kličeva, kriči v telefon. Sin smo ne vedel, to se istočasno, to se sporedno dogajalo. Aha, okay. Sin je pol enoto, to je bilo v ene, naši takrat rabili 45 minut, da so na kaj prišli. Je on uspel dejansko do hiše, dol pač malo večje barake, ali kakor bi koli temu rekel, kjer se je to dogajalo.
Usporedno so oni to pač po terenu iskali, so midva govorila s to gospo. Ta prvič, ko so klicala, je kričala v telefon, nismo mogli nič. Gospa, lejte, pejte ven, vi ne smete biti zraven, še vam bo pač se kaj zgodil, pejte ven, počakajte, da gosnice. Naš, to je bilo dretja, telefon, nič. Prekine, še enkrat pokličeva. Zvoni, se jav, kaj da bi se javila druga oseba, čist kontra. Vi me ne morate nič pomagati. Ko so gledali telefon, tako da nama bo telefon kaj povedal. To je bilo že zastrpitev, verjetno. In pol spet čez pol minute dretje v telefonu, glavnem nič dopovedati. V bistvu pol midva niso vedela, kaj oni pač na terenu delajo, oziroma kje se išče zadeva. Smo bili na vezi, ampak itak se stvari odvijale, no na koncu v bistvu po telefonu, oni nič vedeli, nič povedati. V bistvu so slišala potem po telefonu dihalca od naših, ki so prišli do njih. Dejansko to. Dejansko, čist fertik. Taka bedna stvar, ker nimaš podatkov o lokaciji, to je bilo pač že kar nekaj. To je bilo 10 let nazaj, recimo pa 8 let sigurno nazaj. Zdaj je tu tehnologija šla precej naprej, kar se tiče določene lokacije in podobno. To že zdaj center zelo dobro locira in triangulacija. Ni čista tista triangulacija. Tudi recimo zdaj, ko kličeš na 112, se ti avtomatsko vklopi GPS. Tega prej ni bilo. Tako da dejansko dobiš čist točno lokacijo, kjer se klicatelj v bistvu pojavi. Tako da to je zelo velik napredek. Tudi iz vidika raznih delovnih nesreč, požarov, gozdov in podobno, ker drugače je zelo težko dobil točko, kjer je tista oseba se nahajala, ker ti konec koncev ni znal niti mogel povedati, kje je on. Zdaj pa dejansko dobiš točno lokacijo. Precej dobro, tako da tudi ta povezava, tehnološka ali pa tehnična stran dispečerije, povezava naše programske opreme z centrovo in da dejansko dobimo mi že tiste stvari, ki jih on upiše v spin. To dobim jaz noter, tudi točko, tudi lokacijo se prenese. Tako da to je že nek napredek, zboljša obdelavo klicev, zboljša ali pa skrajša tudi nek čas, da lahko pač gasilci grejo učinkovito na neko lokacijo. Sekunde, pauza. Kar. A je crkno, je fotično? Kjer pa je crkno? Aha, Ja, prav. Baterije so problemaš. Zato ne uporabljamo baterij v gasilstvu, kad crkuje. Ne, temu ga Mileko reči. Bomo zbrisali to, to ne obstaja. Počas prihajajo proti koncu. A si imela kdaj kakšen tak klic, da si komi zadržvala smeh ali pa tako, da je bil toliko bizaren ali pa mogoče toliko smešen ali pa... Včasih dobiš, tudi kakšne... Seveda se zavedaš, da so ljudje v stiski, ampak... Ja, ampak v bistvu bolj včasih smo dobili tudi kakšne klice take, da smo tudi mi potem iz snemalne si shranili kakšno dobro prakso, če zdaj temu rečemo. Ampak bolj v bistvu tiste stvari, ki so, tako bom rekla, se so naši klici večinoma resni, ampak včas pa dobiš tudi kakšno tako, da si rečeš, kje vraga ste vi našo številko najdela. Ampak zanimivo, kako ljudje, včasih tudi mogoče najbolj taki čudni klici pridejo mimo številke 112, da ljudje pokličejo k nam na našo stacionarno številko. Tako da oni so ponovadi še najbolj taki zanimivi, ker že začnejo tako, veste, jaz ne vem, če sem prav poklical, a ste vi sploh za to, gospod, dajte pač kaj težava, pa bomo videli, vse kakšna stvar je, recimo. Te so najbolj, da so blazno popularni zdaj, pa to resno mislim, to ni zdaj navezava. Ne vem, zdaj na parkrat je bil golob, je priletel v lekarno in nekje za police noter in tako. Vse na to načeloma ne bi šli. Ja, gremo, samo tu že tako, vi ste se vemo, če smo sploh prav poklicali, pač probaš pa valjda pomagati. Valjda se zadnji cajti se mi zdi, da spekter gasilskih niti ne znan, ker znanje je veliko, ampak znanje nikoli ni dovolj. Dobar, to je. Ampak se pa to reči, mogoče spekter gasilskih posredovanj se širi. Ja, ful je odvisen od okolja, kje smo. Ja, mesto. Recimo, mestni svet je spet neka specifika v primerjavi z vaškim. Se pogovarjam s kakšnimi kolegi iz periferije,
Pa tudi mi, recimo, sodelavci prihajamo z različnih koncev, eni iz Ljubljane, eni iz okolice Ljubljane in tudi velika večina deluje v PGD-jih, prostovoljnih gasilskih društvih. In ko se tako pogovarjamo, gladko nekdo reče, to pri nas sigurno ne bi gasilci delali. Nekje zunaj. To je razlika. Ja, tako da se kar bogati to naše delo, se mi zdi malo ljudje pozabljajo, da bi fajn doma bilo imeti kakšen šrafon cigar, pa kakšne kombinirke v stanovanju. Čeprav živi v bloku, da tudi pač izvijači in pa klišče so univerzalno orodje za kakšno težavo. Ampak enostavno, kakšen za to prvi sliša. Zgubljamo stik z... Ali pa, gospod, zaprite ventil na kotličku, nimam jaz tega. Ja, maste, lejte. Ja. To je za to. Ja, ljudje... Ja, to, kaj veš, se mi zdi mogoče tudi, ne da zdaj opravičujem to, ampak se mi zdi, da je toliko enih stvari, ki jih moramo ljudje vedeti, ker je toliko informacij, da pol pač takih osnovnih stvari pač samo največ. Včasih si mogoče prebral časopis, pa si dobil te informacije, danes pa skrolaš telefon, pa milijon več. Pa v bistvu ful balasta, ki ga sploh... Ampak ga pa sprocesira možgani, zato pa mogoče bolj pozabiš, da imaš na kotličku ventil. Tako zanimiv je. Zanimiv spektar, tako kot sem rekel, šir se ta zadeva in bo kar v prihodnje bo še kar zanimivo. Še so polja, kamor bi se to lahko razširilo. Po mojem začeli s kakšnimi temi usposabljanji za preživetje ali basic pa tako. Kako preživeti v urbanem okolju? Modul 1. Modul 1, pa modul 2. Ja, tiste pa pol naprej. Ja, advanced. Hvala ti, ki si bila moja gostja. Zadnje vprašanje bi ti še postavil. Da slišam. Sicer, kako bi apelirala na mlade gasilke, gasilce? Oziroma, lahko pa samo nasplošno na mlade. Ok, dajva specificirati vprašanje. No pa dajva. Na mlade gasilce, gasilke, ki si želijo postati poklicni gasilci, mogoče tudi na gasilke, bolj ne. Iz tega vidika imaš več izkušenj. Pa na mlade nasplošno, kako naj ne delajo bedari, pa da ne rabijo klicati gasilci. Ja, to je zdaj tako. To je zdaj široko vprašanje. Kar bogato vprašanje. Ampak tako, dajva malo razrezati, se pravi, apelirati k gasilstvo, kako se vključati ali ne. A tle videti nek doprinos v življenju, kvaliteti življenja ali ne. Tle je ena stvar, mimo katere ne moramo, vsak mora za to odločitev pač stati sam. Vedno tako, kot povsod v življenju, česarkoli se lotiš, vedno prevagaš pluse pa minuse. Jaz lahko rečem iz lastnih izkušenj, pa tudi ti, pa sigurno še kdo drug, da gasilstvo, ko prevagaš stvari, ima definitivno veliko več plusov kot minusov. Ni perfektno, kot nobena stvar, ampak definitivno plusi, ki odražajo tole delo, tako poklicno kot prostovoljno, je to, da boš dobil, če boš le hotel ali pa najdu znotraj gasilske dejavnosti, skozi vse dejavnosti, katere se boš udeležil, kjerkoli boš prisoten, boš najdu dejansko ljudi ali pa prijatelje za življenje. To ne bodo samo oni prijatelji, ki boš pač se z njimi lahko zezel, ne bodo samo prijatelji, s katerimi boš šel na pijačo, ne bodo samo prijatelji, s katerimi boš žural, ker definitivno je tudi teh ogromno, ampak dejansko boš najdel ljudi tudi take, na katere se boš lahko zanesel, ko ne bo vse perfekt. Vemo pa, da vsak dan v življenju pa teh ljudi, ko nekaj ne gre perfekt, zelo, zelo malo. Pa čeprav jih imaš na Facebooku 3536, pa ne vem koliko followerjev na Instagramu. Tako da takrat, ko grejo stvari pa narobe, ponavadi se ta številka blazno zmanjša in to je tudi eno izhodišče, ki ga si ga navezala zdaj na ta del vprašanja, kaj mladim svetovati. Perfekten ni nobeden, to je dejstvo. Perfekten ni nobeden, to je prvo zavedanje, prej se boš tega zavedal, boljš bo. Pa čisto en tako izhodišče, ali pa ki se jih jaz probam držati. Nikoli, ali pa tako bom rekla, nikoli ne počni nekomu nekaj, kar ti ne bi želel, da bi tebi nekdo drug naredil. Se pravi, ko je nekdo v stiski, jaz pač tudi v izobraževalnem procesu pač predavam prvo pomoč našim pripravnikom,
In vedno je dilema. Vedno je dilema, ker vedno dobiš vprašanje, ne vem, pa jaz sploh ne vem, kva bom naredil, pa kva ne sploh naredim, se nimam pojma. Lej, če boš tako odreagiral, kot bi ti hotel, da nekdo odreagira, ko si ti v stiski, boš naredil največ. To je čisto vsakdanje, ne vem, tam ne gre dedek iz palčko, pa mu bergla pade po tleh. A ne mu pomagam ali ne? Ja. Če bi ti bil na istem mestu, a bi hotel, da ti en pomaga, ker že tako, ko mi hodiš. Pobera. In če se na tak način, bomo rekli, čisto vsako stvar probamo pretehtati v življenju, bomo vedno izbrali tisto to pravo. Vedno se postavimo v kožo nekoga drugega. Se mi zdi, da glih tega manjka veliko v tej družbi. Preveč smo jaz, pa briga me za okolje. Probi se vedno, ko nekaj doživiš ali pa se v neki situaciji znajdeš, se probi poistovetiti s tem ali pa sebe postaviti v to situacijo in boš vedno odreagiral najboljš možen. Ker zase vedno vsi hočemo, da bi bilo stopne. Najboljš. Logično. Tako da to je en tak mogoče izhodišče, ker se mi zdi, da je... Ga pozabljamo, pa ker bi se ga mogli malo bolj intenzivno implementirati tudi med mladino. Preveč je tega egoizma. Ker žal se tudi trend obrača v to smer, da vedno jaz moram biti top, jaz moram biti najboljši, moram biti boljši kot friend, zato ker mi pa boljšo plačo in gremo naprej. Tako da gasilstvo je še zmeraj ena taka svetla točka, ki spodbuja te vrednote, timsko delo, pomagati kolegu itd. In zato to je definitivno eno izhodišče, bodi si ali da za starše, da otroke vključijo to, da jih tudi motivirajo, ne samo da reče, pet gasilcem, tam se te bom losil za 1 uro, kad boš šuke, bom imel 1 uro zate, ampak omogoči mu, v bistvu, spodbujaj ga, tudi takrat, ko da rekel, mami, meni se danes tokrat da jet, reč, lej, ampak tam so tvoji prijatelji in zdaj, če ti ne boš šel, cela ekipa ne bo mogla delati, se pravi, jaz sem pa zdaj res del nečesa, tako, se mi zdi, da se da, sam vložek je, ampak rezultat je pa sigurno pozitiven in plusa, Tako da to mogoče ena taka izhodišča, kar se pa zdaj žensk tiče in to, kar si pač še ta tretji del vprašanja navezal, a je v to ali ne je v to. Da sem čakal, da še rekla, ne, to tam pa gledala. Ne, sploh ne. Mislim, a je ali ne, to vedno si v dilemi, ali ne. Mogoče meni ta poklic odgovarja. Jaz sem ta poklic z namenom šla in pač mi je to rekel na nek način life. Ampak to mora vsak posameznik pri sebi. Kaj bi pa bila, če ne bila poklicna? Nimam pojma. Ne vem. Pošteno. Jaz sem pa srednjo šolo narejeno gimnazijo, Šubičevo gimnazijo, faks, se pravi varstvo požarno varnost, fakulteta za kemijsko tehnologijo, s tem namenom, ker je bil dejansko študij najbližji gasilstvu. In znotraj prakse, katera je v tem programu bila takrat obvezna, se ne vem, po moje, da zdaj še, ne bo ne me za besedo, ker se je malo zadeva okoli Bolonca spremenila. Na FKT, je še. Je še zmerno, takrat je bilo 5 mesecev, se pravi leta, pustimo zdaj kjerga. Daleč zdaj še daleko 12 leta, in dejansko v teh 5 mesecih sem jaz prakso upravila v brigadi in sem dobila tisti dokončen pogled, ker rečem, da to je pa meni kul. Ampak do tega mora vsak posamezen priti. Jaz lahko rečem, meni je to pa ne. Pa neka druga prišla, ko je pa ta tam nekaj govorila, tudi kar nekaj tega, dosodi so silo. No, vse odvisen, koliko ti sede. Tako, če vsejce, bod fair, prevagi pluse, prevagi minuse, definitivno pride dobrobit temu, da si že prej tudi prostovoljni gasilec, ker dobiš vpogled v to delo, v ta način življenja, konec koncev, to je način življenja. In če ti to odgovarja, da si team player, da konec koncev tudi si pripravljen požret, nam rekla požret, ampak dejansko spoštovati nekoga nad sabo, hierarhijo prej. Pa si zmagal. Implementirati. In če na koncu rečeš, kad če to potegneš, to jaz hočem, samo gas. Samo gas. Ide gas, to pa zaključite. Hvala, ker ste gosti. Gledali ste, da Jan David se pogovarja. Za pogovor z Janom pritisnite like. Za pogovor z Davidom pritisnite subscribe.